Pozdravljeni. Verjamem, da mnogi izmed nas imena Dylanov van 't Hof do pred kratkim sploh nismo spoznali. A danes si bomo ogledali, kako moremo na to tragedijo, ki smo jo skorajda doživeli v živo, gledati. Bila je sobota. Sam sem bil v komentatorski kabini in se pripravljal na začetek prenosa sprint dirke Formule 2 iz avstrijskega Spielberga na progi Red Bull Ringa. In kot običajno zadnje minute sem porabil za to, da sem preveril, ali se je mogoče kaj zgodilo v zadnjem trenutku. In prav zaradi tega sem zagledal sporočilo, ki ga je objavil sam Stefano Domenicali. V njem nam je sporočil, da na progi v Spa-Francorcharju je tragično umrl Dylan van 't Hof. In priznam, pred tistim trenutkom nikoli nisem slišal zanj. In verjamem, da mnogi izmed vas ste ga zasledili, ko ste spremljali naprimer Evropsko regionalno prvenstvo pod pokroviteljstvom Alpina ali špansko prvenstvo Formule 4. Treba je biti iskren. Dylan van 't Hof nas je opomnil na nekaj, kar marsikdaj pozablja. Namreč v vseh kategorijah motošporta obstaja tveganje. Motošport je bil, je in bo nevaren. Ne glede na razvoj tehnologije, ne glede na varnost, ki jo zagotavljajo določeni sistemi. Tisti, ki meni, da te vse kategorije so varne, konec koncev ne pozna realnosti. Mnogokrat se zgodi, da kdo izmed nas zamenja dogajanje na progi s tistim, kar lahko vsakdo izmed nas doživi v videoigri. Tam, če pride do nesreče, je potrebno samo pritisniti gumb in zopet je vse v najlepšem redu, le dirko je treba začeti znova. A v realnosti so zadeve drugačne. Kot nas je opomnila ta tragedija, kjer je umrl Dylan van 't Hof, se je treba zavedati, da vozniki tvegajo življenja. A tu v tem primeru bi rad poudaril še nekaj. Vsakdo, ki sede za volan, ve, v kaj se spušča. In to tveganje verjetno sprejema z veseljem. Namreč hoče uresničiti svoje sanje, postati prvak, mogoče šampion, priti v višjo kategorijo in če bo sreča mila, nekdaj celo priti naprimer v Formulo 1. In to so sanje marsikoga. Verjetno tudi marsikoga izmed nas, ampak oni, ki so tam na progi, so verjetno tem sanjam bliže, čeprav so še svetlobna leta oddalje. In Dylan van 't Hof je seveda bil prvak španskega prvenstva Formule 4 v sezoni 2021. A po drugi strani njegovi rezultati niso bili takšni, da bo mi v doglednem času nekako omogočili priti tja na vrh v Formulo 1. Ko je umrl, je bil star 18 let. In to konec koncev ne pomeni mnogo, če vzamemo za dejstvo, da naprimer Nick de Vries je pri 28 v Formuli 1 novinec, ampak drugi njegov sorojak Max Verstappen je bil za sedežem bolida Formule 1 še preden je bil polnoleten. A vem, Max je izjema. A po drugi strani moram poudariti nekaj. Ni važno, ali je bil Dylan van 't Hof dober ali slab.
Tvegal je in nažalost izgubil. In zato mu vsi mi moramo izkazati spoštovanje. In največje spoštovanje mu bomo izkazali tako, da bomo realni. Marsikje sem zasledil mnenja mnogih, imenujmo jih poznavalcev, da je kombinacija ovinkov Auguste-Redillon pač prenevarna, da proga v Spaju ni primerna za takšne in drugačne dirke. In verjetno marsikdo je sedaj se spomnil drugega tragičnega dogodka na istem mestu, ko je umrl Antoine Hubert v Formuli 2. In sedaj iskati neke vzporednice, po mojem osebnem mnenju, je neustrezno. Namreč ovinke so popravili, izletne cone so spremenili, pridobili so vsa dovoljenja, ampak kljub vsemu na tistem mestu se je zgodila tragedija, ki bi jo morda lahko tudi predvideli. Namreč sam se spomnim, ko sem komentiral propadlo žensko serijo W Series prav v Belgiji, in to v tisti sezoni, ko smo lahko spremljali močne nalive, in tisti dogodek ga ne smemo klicati dirka svetovnega prvenstva Formule 1. No, prav v ovinku Auguste-Redillon so v skupini mnoge voznice napravile napako in so zaletele v zaščitno ograjo. Seveda, bilo je pred nekaj leti. Pri W Series so uporabljali enake šasije Tatus, kot so bile prisotne v tragični dirki, ko je umrl Dilano van 't Hoff. A sedaj tu moramo biti iskreni. Povedal sem, da Dilana van 't Hoffa moramo spoštovati. Konec koncev, umrl je za volanom, ko je počel tisto, kar je imel rad. A po drugi strani se moramo zavedati dejstva, da vsa tragedija mogoče izhaja iz napake samega voznika. Pri menjavi smeri Auguste-Redillon je mogoče izgubil nadzor. Deževalo je, bolidi so dvigovali ogromne oblake vode in oni, ki so prihajali od zadaj, enostavno niso videli bolida, ki je bil postavljen počez in množično trčili vanj. Vkolikor ste spremljali drugo glavno dirko Formule 2, je zmagal Richard Verschoor, prijatelj pokojnega Dilana, in prav njemu je posvetil to presenetljivo zmago. In verjamem, da vsi mi ob njegovih besedah smo bili ganjeni. In to je tisto, kar je pravo sporočilo te tragedije, te nesreče. Namreč nekaj so čustva, nekaj so prijateljske vezi, ampak konec koncev nekaj drugega je sposobnost, hitrost in talent. Življenje me je naučilo marsikaj, a verjetno največja lekcija je tista, ko sem spoznal, kakšna je razlika med profesionalcem in amaterjem. Namreč tako profesionalec kot amater točno vesta, kaj lahko počneta v raznih kategorijah. Z eno veliko razliko. Profesionalec je oni, ki točno ve, česa ne sme početi. In tako kot mnogi drugi pred njim, je tudi Dilano van 't Hoff napravil napako. Zakaj pa mislite, da je na primer Jules Bianchi na veliki nagradi Japonske priletel v tistega viličarja, ki je bil na progi? Ne zato, ker je upošteval rumene zastave, ampak zaradi dejstva, ker je hotel nadomestiti zaostanek, in tisto je bila enkratna priložnost v razmerah, ki so bile, milo rečeno, nore. Tvegal je in izgubil. In lahko bi dejali, da v mnogih nesrečah je bilo prav tisto gnanje prek nekih menja vzrok za tragedijo. Lahko bi dobili nekaj podobnega tudi pri Ayrtonu Senu,
Patriku de Pajeju, Elio de Angelisu in še bi lahko našteval tudi Jim Clark, ko je umrl v dirki Formule 2, se je gnal za nekim rekordom, ki pravzaprav ni imel nobenega pomena. A hotel je biti prvi zmagovalec, tisti najboljši na neki minorni dirki, ki je praktično veljala samo tisti dan. A to je nekaj, kar je prisotno verjetno v vsakem, ki se ukvarja z motošportom, pa naj si bo dober ali slab. In konec koncev, tu se strinjam s Maxom Verstappenom. Namreč dejal je, da proga v Spaju konec koncev ni nič v primerjavi z ono v Džedi, kjer je ogromno slepih ovinkov in kjer ne veš, kaj te čaka za levim ali desnim zavojem. Namreč, če je tisto dopustno, kar prirejajo v arabskem svetu, zakaj se mnogi zgražajo nad zgodovinsko pomembno progo, ker so organizatorji napravili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi bila izvedba varna, ampak tiste varnosti, ki jo verjetno si predstavljajo nekateri, nikoli ne bo možno doseči. In tudi to je neka lekcija, ki jo lahko mi vsi dobimo iz te tragedije, o kateri se bo pisalo nekaj dni, a verjamem, da že čez mesec ali dva bomo zopet imeli težave spomniti se, kdo je bil Dilano van 't Hoop. In to v resnici je slabo. A za danes bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.